Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli, pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj danes je izjemna, čudovita gostja, ki dejansko peče kruh z ljubeznijo. Kako se je vse začelo, kako je začela ustvarjati to čudovito zgodbo o kruhu in ljubezni, nam bo povedala sama. Najprej pa nekaj osnovnih informacij o moji današnji gosti. Torej, gre za slovensko pekovko, avtorico kuharskih pripomočkov oziroma priročnikov, blogerko, prevajalko in nekdanjo športnico in učiteljico. Je promotorka nadomeščanja kvasa z drožmi oziroma kislim testom, kar je fermentirana mešanica moke in vode in tudi samoukinja. S svojim delom je poskrbela za največji razmah in obuditev peke z drožmi. Pred njo sta s popularizacijo drožji začela Jože Senegačnik in Nataša Đurić, ki je pekla v kuhinji Ane Roš. Šumerjeva, torej Anita Šumer, zdaj že veste, kdo je današnja gostja, vodi pekovske delavnice, članski program Klub Drožomanija. Oglede njenih videov si je ogledalo torej več kot 40 milijonov ljudi. Wow, to je pa nekaj neverjetnega. Kako se je torej vse skupaj začelo? Kako in zakaj se je odločila za to, nam bo povedala sama. Danes nocoj v oddaji Prebujeno srce Slovenije je Anita Šumer, pozdravljena. Toplo, dobro, dražo. Dragi Dejan, najlepša hvala za povabilo. Hvala tudi tebi, da si se tako lepo srčno odzvala in prišla v naš studio na Ljubljana TV. Tako da, dajmo povedati za naše gledalke in gledalce torej to zgodbo. Zakaj peka z drožmi, čemu, kako se je vse skupaj začelo? Zelo rada povem, da se je ta moja zgodba oziroma najina zgodba vedno začela iz ljubezni. Ko so leta 2012 mojemu pokojnemu možu Sašu odstranili žolčnik in potem ni mogel jesti kruha, pripravljenega s pekovskim kvasom. Strašna kruholjubca, kruhu se nisem mogla odpovedati in potem sem začela raziskovati, kako je v bistvu še mogoče peči kruh brez pekovskega kvasa. Torej, ali uporabljaš sodo bikarbono, pecilni prašek, vinski kamen, mogoče kakšno mineralno vodo, ampak v bistvu nič od tega ni dalo neke take puhasto mehke sredice, hrustljave skorjice, kot pač pekovski kvas. In potem sem začela raziskovati, na spletu sem si naročila angleške knjige, poskušala, potem sem se spomnila, da moja babica, drugače kot sem jaz porodo iz Prlekije, in ona med počitnicami je pekla kruh in jaz se spomnim tistega vonja, imam ga, kako bi rekla, se mi je zagrizel v spomin in v okus. In ona je pripravljala kruh na nek drug način. Ona si je prihranila en delček testa od prejšnje peke in ga potem uporabila pri naslednji peki. Vmes ga je seveda posušila in potem večer, preden je znova zamislila kruh, je tako velika nečka imela leseno in je napolnila z moko, na sredini naredila jamico, noter dala vodo in nadrobila ta suhi hlebček kot prej. In to je malo pomešala, pokrila in to se je čez noč aktiviralo. To je v bistvu domač kvas. Najstarejše vzhajno sredstvo, kar ga je. Super. In potem se je ponovno prihranila en del testa, posušila za naslednjič in to je v bistvu neskončni kvas. Dosti se je kar ponavlja. To so včasih tako počeli, ker pač niso imeli hladilnikov. Mi imamo zdaj hladilnike in potem so te naše drožji pač v malce bolj mokrem stanju. Tako da ja, ampak to ni nič novega.
Torej, samo to je- obujamo to obujamo starodavno staro, znanje. Ne? Ja. To, kar so naše babice, prababice že tako vedele, a ne, Ja. se zdaj ponovno obuja in ti si naredila en enormen, fantastičen uspeh s tem, čemu to pripisuješ. Jaz bi temu rekla strasti, navdušenju, ljubezni. Ko se v nečem res najdeš, ko to počneš in delaš s srcem, ko veš, da to, kar počneš, tudi drugim pomaga do boljšega življenja, do boljšega kruha, do boljšega življenja. Ko mi ljudje pišejo, kako jim je drožomanija, ta peka z drožmi spremenila življenje, to se mi zdi, da zaradi tega. No. Ja, to je tisto, ne? Ko delamo z ljubeznijo, strastjo, da delamo dobro za druge, se Tako. nam seveda to tisočkratno povrne. To je starodavna modrost, ki dejansko drži. Ne? V tvojem primeru se je tudi to Drži. pokazalo. Drži, ne? Drži, to je tvoja Drži, ljubezen. drži. Ja, drži in drži. Super. Ja, dejva pogledati zdaj to v bistvu kriza kot darilo. A ne? Šla si čez težko preizkušnjo. Ne? Tvoj partner je umrl prejšnje leto. A ne? Kaj je bil v bistvu tisti vzrok, oziroma kako si ti doživljala potem vse to? Najprej si mu pomagala, potem pa se zgodi še tak šok, recimo. Kako je bilo? Še kakšna beseda na to temo morda? Ja, bilo, mislim, še vedno predelujem, še vedno fermentiram, kar se je zgodilo, ampak peka z drožmi me res močno pomaga pri tem. Ja, lani oktobra se je Sašo poslovil in potem sem jaz vsak dan pekla. V bistvu zaradi njega sem začela peči. Če ne bi bilo njega, jaz ne bi odkrila tega svojega poslanstva. In za kar mu bom v bistvu večno hvaležna in vedno bo tudi en del njega z mano. Čutiš, da je s teboj, ko pečeš kruh? Vedno. Ja, ne. Vedno, ko hranim druži, vedno, ko ne vem, imam kakšne delavnice, ko predajam znanje dalje. Ja, čutim, da je z mano. Da bo vedno v bistvu tukaj. Tako. Duša itak je večna, ne, zavest. Je itak povsod, ne, ko se enkrat zavedamo teh globokih duhovnih spoznanj, duhovnih izkušenj. Ko pogledamo dostikrat življenje za nazaj in pogledamo, zakaj je na neki globi ravni tako moralo biti, a ne, da smo se na nekih ravneh globih že prej vse dogovorili. A ne, in potem vidimo ta darila, ki smo jih v bistvu prejeli na tej poti. Neke osebne oziroma duhovne transformacije, da smo lahko odprli srce. Ne? Kakšna beseda mogoče še na to temo? Ravno to. V bistvu to, kar se mi je zgodilo, smrt Saša, smrt osebe, ki sem jo ljubila do konca. No. In jo še ljubiš? Ja. In ker me je... Ter začuti, kar Ja. čas pa. Mogoče kakšen občutek še, ki se ti zdaj poraja? Vseeno veliko hvaležnosti in veliko ljubezni. Hvaležna za to, da nama je bilo dano v tem, ne vem, 15 let, v 15 letih, da sva naredila nekaj skupnega, po kar mislim, da bo še dolgo ostalo zapisano. In bo veliko ljudem bo dalo, je že dalo upanje in da, ne vem, da lahko tako preprosta mešanica moke in vode naredi toliko veselja, ljubezni in strasti. Toliko dobrega tudi za zdravje ljudi. Predvsem to, predvsem za zdravje ljudi. Ker ko enkrat poskusiš ta kruh z drožmi, veš, da začutiš, da je to nekaj, čist nek, kako bi rekla, nov nivo in potem ne greš več nazaj. No. Ali se naučiš sam peči z drožmi, ali pa mogoče najdeš kakšno pekarno, ki to ponuja. Tako. Si tudi avtorica, ne, številnih knjig, Drožomanija, danes je tudi tukaj s tabo, torej ta knjiga. Mogoče, kako si ustvarjala to knjigo? Kaj so tiste ključni poudarki, mogoče za naše gledalke, gledalce? Ja, v bistvu tole je ta prva knjiga. Prva, ja. Drožomanija, ki je, kako bi rekla, ena osnova, temelj drožopeke. Torej, v njej najdemo različne opise različnih žit, značilnosti različnih vrst moke,
kaj so droži, kako jih pripravimo, kako skrbimo za nje. Potem je tudi v celoti opisan in slikovno dokumentiran postopek od tehtanja, zamesa, vzhajanja, oblikovanja, zrezovanja, peke kruha, res vse lepo poslikano. In potem v bistvu v tej prvi knjigi je poudarek na kruhu in krušnih izdelkih. Ampak najdemo tudi kakšno potico, krofe, ki so. Danes si nakuta, ne? Celo gostijo pripravlja. Tako, kakšno pogačo, bagete. In potem zadnji del, tudi zelo obsežen del, je recimo SOS vprašanja in odgovori. Eno takšno poglavje, kjer najdemo res najpogostejše izzive, s katerimi se srečujemo pri peki z družmi in seveda odgovore na nje. Super. Tako da to je temelj, osnova, potem je pa nastala lani tale druga knjiga, ki je bila v bistvu moja terapija. Jaz sem potem po moževi smrti začela še bolj peči, testirala sem recepte in tako je v tej knjigi več kot 77 receptov, zagotovo še več kot 90, ker pač sem dala možnost ljudem, da kombinirajo, da imajo, ne vem, 5 različnih nadevov za potico, pa pol skombinirajo, pa lahko uporabijo, ne vem, za recept za rožičeve prepletenke, naprimer, lahko uporabijo nadev rožičev, pa naredijo rožičevo potico. Ali pa potem, recimo, kar sem v prvi knjigi samo omenila za fermentacijo semen, oreščkov, za zgoščevanje. Tle v ta drugi knjigi Slana in sladka družomanija, tle noter so pa res pač dejanski recepti za pripravo vanilijeve kreme, vanilijeve omake. Ogromno stvari. Vsega, ja. Ja, in tretje poglavje tukaj noter je pa, čeprav je staro, ni za staro šaro. Torej, kako ponovno oživiti kruh, kako pripraviti nove raznolike jedi iz starega kruha in drugih drožastih dobrot. Super. Hvala, Anita. Bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj je čudovita, krasna gostja Anita Šumar. Pogovarjava se o drožomaniji, o peki kruha z družmi. Anita, pripravljaš seveda tudi ogromno delavnic. Najprej so bile v živo, zdaj zaradi te koronamanije, bi lahko rekli, na žalost, je bilo dosti stvari, je šlo online. Tudi jaz sem zdaj pripravil 28-dnevno online skupinsko terapijo in so fantastični rezultati. Torej, tudi po Zoomu se da v bistvu prenos energije, prenos vibracije in ljudje čutijo tudi tvojo navdušenost nad tem, kar delaš. Je tako? Tako je. V bistvu bom rekla, da imajo delavnice v živo svoj čar, pa tudi predajanje znanja prek Zooma ima tudi svoj čar. Jaz sem drugače z delavnicami začela že leta 2016. Tako je. Konec leta 2016 je bila moja prva delavnica res za prijateljice. Pol pa naslednje leto 2017, ko je potem tudi decembra išla ta prva knjiga, sem pa potem začela malo več delavnic izvajati. In ja, peka z družmi me je popeljala v številne države po svetu. Ja. Tako da v bistvu prva delavnica je bila na Portugalskem. Bravo. Iz Portugalske smo odleteli z družmi in Sašem v Moskvo. Nato Jamajka, Kingston, pol je bila Azija. Seveda smo družili tudi na Hrvaškem. In v Angliji, Torej si že po celem svetu praktično. Wow. S kruhom in drožmi po svetu. Ja, bravo. Ja, in to navdušenje se mi zdi, da povsod se začutimo prek te ljubezni do boljšega kruha, do peke z družmi. Tako da ja, te delavnice so mi zelo, zelo pri srcu, ko jih lahko v živo izvajam, ker v živo vidiš, kako bi rekla, lahko vonjaš droži, vidiš točno, kako se testo obnaša, se povežeš z ljudmi. Ko pač to ni mogoče, naprimer, lani sem imela, februarja, tako je, sem imela splanirano potem že celo azijsko turo, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapur. Pol je pač tole, takrat trenutno pač ni bilo možno izvesti, pa sem posnela svoj prvi spletni tečaj.
Po tem spletnem tečaju sem potem, kako bi rekla, še malo razširila tole in naredila svoje spletno članstvo, tale klub Družomanija. In sicer to imamo zaprto Facebook skupino, to je plačljivo članstvo. Lahko je mesečno, polletno, letno, odvisno po željah. Torej, poleg te podporne Facebook skupine imamo še spletno stran, kjer so veliko naloženih video vsebin. Od video receptov, od slikovnih receptov, od tedenskih spletnih svetovanj, ki jih imam v živo v tej Facebook skupini. Tako da res se spodbujamo, podpiramo, da lahko napredujemo, ker s tem, ko druge učim, se učim tudi sama. Tako. In tudi jaz napredujem. In to je v bistvu nekaj čudovitega. Najlepše, ker je vzajemna rast. Ja. Jaz tudi rečem, vsaki stranki, klientu, ki pride na terapijo, ogromno sem tudi jaz rastel s tem procesom. In ko predajam na delavnice, seminarjih, podobno tudi ti čutiš. Zagotovo. Res je. Čuti se ta vzajemnost, da res vsi skupaj rastemo, napredujemo, še bolj družimo, nas še bolj zagravi ta družomanija. Tako da ja. Zdaj pa, ker kot delavnice v živo niso mogoče, potem pa izvajam delavnice preko Zooma, ki imajo pa tudi svoj čar. In sicer recimo, evo, poslušaj, imamo od petka pa do nedelje 5 Zoom srečanj in se naučimo skrbeti za družino. Jaz pošljem vsem udeležencem svoje družine, tako da jih v petek aktiviramo. V soboto zjutraj vsi še enkrat nahranimo te družine, potem v soboto popoldne zamesimo testo in v soboto zvečer ga oblikujemo. In v nedeljo zjutraj ima vsak udeleženec na mizi za zajtrk svež drožast kruh. In ko čutiš to hvaležnost, to navdušenje, to radost, to lahko čutiš tudi prek Zooma. Definitivno. Se prenese vibracija. Se prenese in čudovito. To je nekaj neverjetnega. Kako se znajdemo v teh danih okoliščinah in naredimo najbolje iz tega, kar lahko naredimo. Tvoje knjige so tudi v bistvu nagrajene. Recimo 2019 najboljša knjiga o kruhu. Za prvo knjigo Družomanija, zdaj praviš tudi druga knjiga že nagrajena. Torej 2019 je ta prva knjiga Družomanija dobila naziv najboljša knjiga o kruhu. V kitajskem Makau je bila potem razglasitev, svečana podelitev. In od takrat dalje je potem ta knjiga prva ugledala luč sveta tudi gremo po vrsti nemščini, hrvaščini, nizozemščini, francoščini in lani končno tudi še v angleščini, oktobra. Angleščina je bila zadnja. Drži, da še pride v kakšnem jeziku. Zanimivo, ti si drugače obvladaš angleščino, profesorica, pa tolmačina za nemški jezik tudi. Tako da ni naključje, so te pripravljale. Življenje te je pripravljalo na to, kar v bistvu se je zdaj zgodilo. Pa tudi, da lahko to svojo strast delim po celem svetu. Tako. Angleščini, nemščini. Tako, obvladaš jezike, tako da nimaš omejitev. Ni naključje, Ja, ni naključje tem vesolju, res je. Če bi mi res vedeli, vse, kar nas čaka, bi enostavno osupnili včasih nad sabo. In čas je dobro, da ne vemo, Jaz mislim, da je boljše, da ne vemo. Boljše, ja. Da lahko gremo res step by step, ta proces življenja in napredujemo po fazah. Ker mogoče, če bi prevedeli, bi se mogoče prej še močno strašili, kaj nas čaka. To kakšna mogoče velika pot nas čaka, koliko ljudi bomo prebudili na svoji poti srca. Včasih je potem, tisto, kar ne poznaš, te včasih ustraši, in mogoče potem niti ne bi svojega poslanstva izpolnili. Tako da je v bistvu na nekih nivojih mogoče boljše, da je tako, kot je. Je že vse v redu, tako kot je. Jaz tudi vedno pravim, da je ta neka moja mantra, v bistvu vse je tako, kot mora biti in je prav tako, kot je. Ko pogledaš življenje z tega višjega kauzalnega oziroma nedualnega nivoja bivanja, pa če imam tudi te duhovne izkušnje, imam to milost, da sem že doživel ta globoka stanja, transpersonalna, torej nadosebna višja stanja zavesti, ko se enostavno zavedaš teh globokih resnic. To, kar starodavni modreci učijo na vzhodu tisočletja in to, kar danes postopno dokazuje tudi moderna znanost kvantne fizike, recimo kognitivna nevroznanost in tako naprej.
kako je res vse točno tako, kot mora biti. In ko se enkrat s tem pomirimo, ne, ko enkrat ves ta čustveni naboj nekako, ne bom rekel presežemo, ampak sprejmemo, no, da je pač na neki ravni tako moralo biti, takrat se lahko osvobodimo na vseh nivojih. Mogoče kakšna beseda na to temo še. Zelo globoke misli, Dejan. Res, kako bi rekla, ko prestopimo iz vloge žrtve, Ja. ko, kako bi rekla, zajamemo svojo notranjo moč, ni lahko, vse veva. Ampak mislim, da je pač to edina pot do napredka. Mislim, lahko skozi težke preizkušnje, ampak vseeno mislim, da lahko tudi skozi takšno radost napredujemo. Skozi ljubezen, strast in deljenje znanja. Ampak vseeno se mi zdi pač, da v tej današnji družbi nas pa te težke preizkušnje vedno bolj premaknejo dalje, ne? Ja, dostikrat rabimo, ne, da nas kaj udari po glavi. Po glavi, po srcu, Po srcu, po žepu. Točno to, ja. Ja, rabimo, da se zbudimo iz spanja in da, ne vem, se naučimo postaviti zase, postaviti meje tudi ljudem mogoče, ne. Mogoče nas je, jaz sem dosti izkušen, pa so me izkoriščali, pa sem bil dober človek, a ne, tisto, ki se je razdajal za cel svet. Dober kot kruh. Ja, dober kot kruh, ampak hkrati ogromno trpljenja, bolečine je bilo pol v ozadju, ker nisem znal reči dovolj, stop, postaviti meje, do tukaj dovolim, več ne, a ne. In seveda življenje te uči, življenje... To zdaj veš. To zdaj vem, ja, ker sem dal čez. Ampak če ne bi dal tistega čez, kar si dal, Ja. potem zdaj ne bi imel teh izkušenj, ne bi vedel, kdaj je res dovolj. Tako, Kdaj je dovolj. tako. Res je, to je življenje in skozi se učimo in skozi preizkušnje v bistvu rastemo, ne, skozi preizkušnje se razvijamo in vedno gremo na en višji nivo zavedanja, a ne. Se tudi vmes včasih pademo nazaj. Tako, vedno, ja. Vsak dan pademo, ne. Ampak pomembno da je- se poberemo, Pomembno je, da se poberemo in... da zrastemo kot druži, ko so sveže Tako, nahranjene, evo. Bravo, da vzhajamo. da vzhajamo ponovno. in kipimo. Tako, ja. Ja, In in gremo da spet nazaj v svojo lastno moč, zajamemo, ne, svojo moč in se postavimo zase in dejansko postavimo ljudem meje in hkrati tudi svojemu umu postavimo meje, ne. Boris Svene, ne, ki ga oba poznava, Tako. reče, je tvoj najboljši zaveznik, če je treniran, in tvoj največji sovražnik, če ni. Tako. Tako. Boris. Okej, bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Dobrodošli, pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj čudovita, krasna Anita Šumar, ki ima danes s seboj en poseben predmet, do katerega gojiš poseben odnos. Le kaj bi to lahko bilo? Nekaj živega je. Ja, In sicer imam s sabo svoje druži, wow, super. Rudla. Aha, Rudel je nastal leta 2012. In to niso moje prve druži, ker moje prve druži niso uspele. Ampak sem bila vztrajna in sem naredila še ene in te druži so potem preživele. In torej, kaj sploh so druži, a ne? Bi bilo dobro, da sploh Dajmo, povem. za naše gledalke, gledalce, ja. Torej, druži so preprosta zmes moke in vode, ki jo v primernem času in temperaturi prične vreti oziroma fermentirati. Tako so pekli včasih in ta način peke ponovno obujamo nazaj, tudi z družo manijo. Včasih, kot smo rekla, so druži sušili, tako kot je to počela moja babica, mi pa jih imamo lahko malo bolj v, kako bi rekla, mokri obliki, torej kot neka zmes, malo bolj gosto testo, ali pa mogoče kot ena zmes za gosto, za šmoren, na primer, no. In ta peka je v bistvu skoraj izumrla. Ohranila se je pa na primer pri nas na Koroškem, od koder prihajam, živim v Slovenj Gradcu. In zakaj se misliš, zakaj se je tam tista peka ohranila? No? Ravno zaradi tega tipičnega koroškega rženega kruha, ki v bistvu mora biti pripravljen za družmi. Ker ta ržena moka potrebuje to za kisanje,
In na tak način se, kako bi rekla, stabilizira ta sredica, se razvije ta značilen okus po koroškem rženem kruhu, malce kiselkast. In zato ta peka na Koroškem še vedno živa. Čeprav moram priznati, da pač zdaj gospodinje malo mešajo, torej da bo še malo kvasa zraven, da pohitrijo celotni postopek. Ampak ja, v osnovi je koroški rženi kruh pripravljen s temi drožmi. In kaj vse lahko pripravimo, ne, v bistvu z drožmi? Česa ne? Česa ne? Torej ja, droži lahko uporabljamo bilo kje bi drugje uporabili ta navadni pekovski kvas. Kruh, krušni izdelki, sladko, potice, krofi, buhtli, palačinke, cesarski praženec. Jaz uporabljam tudi za testenine, za fermentacijo semen, za zgoščevanje. Mislim, jaz pečem in kuham z drožmi in jih potaknem kjerkoli lahko. Tako da povsod. Se hecam, bilo huda družinsko. Ja, res druži povsod. Ker s to fermentacijo. Kakšni so zdravstveni učinki? Ravno prav smo prišla. Ja. In sicer, ko moka sfermentira, postanejo takšni izdelki lažje prebavljivi, ne obležijo, ne napihujejo. Če tudi dlje časa fermentiramo, potem se tudi gluten deloma razgradi. In telo ima dejansko korist od tega, kar zaužijemo. Ker v žitih je prisotna ena takšna fitinska kislina, ki veže nase minerale pa vitamine. S to fermentacijo pa v bistvu odklenemo in telo lahko vsrka tiste minerale in vitamine, ki so naravno prisotni v moki. Tako da jaz vidim same pozitivne stvari, pa tudi to, recimo, nekateri bi rekli, da ful dolgo traja. Jaz bom pa rekla, ja, se traja dolgo, ampak v tem času počneš druge stvari. Torej lahko, ne vem, ko pač vzhaja, lahko greš teč, lahko Lahko greš spat, spiš, lahko meditiraš. lahko prideš v studio in imaš odličen intervju z Dejanom. Skratka, ni da ni. Res, to je v bistvu, kako bi rekla, odvisno, kako gledaš na stvar. Torej vse je stvar percepcije, ne? Tako. Torej, s kakšno energijo pristopaš do stvari, lahko rečeš, to je zamudno, to se ne da, to nimam časa, lahko pa rečeš, ja, imam čas, izberem, da naredim nekaj za svoje telo, za svoje zdravje in pečem z drožmi od zdaj naprej. Ja, mogoče bi se tudi to navezala zdaj v času korone. Se je peka z drožmi še bolj razmahnila. Jaz bi rekla, da se je še bolj razširila kot prej, zagotovo. Recimo v tem valu marca je zmanjkalo kvasa in potem so ljudje se množično pridruževali moji Facebook skupini Drožomanija. Smo, mislim, da v 3 mesecih zabeležili porast več kot 10.000 novih članov. In jaz sem potem v tistem času tudi množično pošiljala rudla okoli. Mislim, da sem do zdaj poslala več kot 1500 paketkov, da so pač ljudje lahko začeli čim prej peči. In v skupini Drožomanija na Facebooku sem tudi seveda delila brezplačne nasvete, videoposnetke, navodila. Tudi na moji spletni strani drožomanija.si lahko ljudje najdejo osnovne napotke, da si lahko vsak pripravi svoje droži, zdroži svoj kruh, pa druge slastne pekovske izdelke brezplačno. Super. Tako da, drugače pa droži tudi podarim ob nakupu svoje prve knjige. Tako da, je lažje začeti, ko imate enkrat ene takšne močne droži, kot so rudl. In rudl je v bistvu tudi od lani, od predlani že presneta, od oktobra 2019, je v belgijski knjižnici droži. Torej, ena in edina knjižnica droži na svetu in rudl so pač prve slovenske droži, ki so tam. In ko so tudi temeljito analizirane in jaz sem vedno vedela, da je rudl nekaj posebnega. Torej, zaznamuješ čas in prostor iz ene male ljube Slovenije, ne? Ljubezen se širi po svetu. Ja. Bravo. Ljubezen do pokojnega moža, ljubezen do boljšega kruha, ljubezen do droži. Drožomanija povezuje in združuje. Neverjetno. Nagradno vprašanje, ja. Za naše dve knjigi boš... Dve prvi knjigi podarjam. Ja. Torej, za vse, ki se želite naučiti peke z drožmi, in sicer zanima pa naju. Torej, če ste dobro poslušali, ste zagotovo ujeli odgovor. In sicer, zakaj vse lahko uporabimo droži?
Ok, super. Verjamem, da vam ne bo težko, ne, gledalke in gledalci, ker sva ravno kar povedala. No? Tako da, za vse sorte. Ne? Za vse sorte. Malo bolj podrobno pa je bo treba opredeliti. Bo pa A ne? potrebno vse, Ja, ja. a ne? Zato. Torej, ja, glejte, lajkajte Facebook, tudi Ljubljana TV in Instagram in tam bo objavljena nagradna igra. Torej, pravilni odgovori bodo izžrebani, tako da 2 knjigi boste, tisti, ki boste imeli nekoliko sreče, boste izžrebani. Ok, za konec mogoče še kaj je tisto eno sporočilo še za naše gledalke in gledalce. Veliko sva že povedala o vsem, kar delaš, kar ustvarjaš, ampak vendarle mogoče tista neka misel, kaj bi še želela podeliti z nami. Da v bistvu vse, kar počnemo, počnimo s srcem in z mislijo, da bomo s tem, kar počnemo, tudi drugim izboljšali življenje. Ker s tem, ko ga izboljšamo drugim, ga posledično tudi sebi izboljšamo, polepšamo. Tako da z radostjo, z ljubeznijo, strastjo In igrivostjo. in igrivostjo. Ja. To vedno. Res vedno se zgodijo čudovite stvari. Torej, ko res damo s srcem, z ljubeznijo naprej to, kar ustvarjamo, to, kar kreiramo, nam sam kreator, izvor, če ne lahko rečemo temu, pomaga, da se to naše delo, poslanstvo srčno širi in v bistvu se dotaknemo src drugih. A ne? Zato smo tukaj, ne? Da se čim več, oziroma na kakšen način predvsem se dotaknemo src drugih. To je tisti namen, višji smisel življenja, tako se jaz čutim. A ne? Odlično. Ja. Se strinjam, se pridružujem. Tako. Anita, res bilo mi je v čast, veselje, radost, da si prišla nocoj v studio Ljubljana TV, v oddajo Prebujeno srce Slovenije. Želim ti, da boš res še naprej razveseljevala ljudi z svojim srčnim poslanstvom, s tem, kar delaš, in res naj se širi, naj vsak človek na planetu Zemlja začne uživati ta čudoviti kruh z družmi. Najlepša hvala, dragi Dejan, za povabilo in naj druži. Tako. Hvala ti še enkrat. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, da ste bili nocoj z nami v oddaji Prebujeno srce Slovenije. Delajte vse, kar delate z srcem, in vaše življenje se bo spremenilo na bolje. Hvala vam, ker ste in ker gledate to oddajo.